Živijo punce! Živijo! In pozdravljam spet nazaj na mojem kanalu. Danes je tukaj z mano Nadja. Če ne drugega ste jo videli na mojem Instagram profilu, ker delamo dostkrat skupaj. Midva sva del Dorotejnega tima make-up artistk, tako da dostkrat delamo na kakšnih eventih ali pa na kakšnih dogodkih skupaj. In ja, danes sva se odločila, da bova posneli Never Have I Ever oziroma en tak challenge Nikoli nisem. Tako da, pripravljene mava liste z besedama nisem in pa sem. In jaz bom brala trditve in če sva to naredile, pač daš listek sem, če nisva, daš nisem in po mojem najbolj, da kar začnemo. Začnemo! Ja. Jej! Prvo vprašanje oziroma trditev, nikoli si nisem umila zob s tujo ščetko. Si? 3? Ja. 4? Zdaj. Si? Jaz se še nisem. Pa dobro. Jaz sem si sklemnovo, sem s tujo, pač od nekoga drugega, ne? Ja, jaz sem si sklemnovo na začetku, ker še pač nisem velikrat tam spala, pa sem prespala, pa se je treba zjutraj zobe umiti, pa tako naprej, ne? Ok. Sem te počakala do popoldneva. Ok, naprej. Nikoli nisem oddala darila, ki sem ga prejela nekomu naprej. Easy. Ja, itak. Kakšne bombonjere, stari, ali pa ne vem. Sovražim bombonjere. Ja, mislim, vse ful lepo, ampak če pa kaj sovražim, pa sovražim bombonjere. Parfumov pa tega ne adam naprej. Jaz tudi vedno imam neko rezervo, itd. Samo bombonjere pa cukre. Pa tudi kaj tazga, veš, ko ti ne pride prav dejansko. Nikoli nisem poskusila nekomu uganiti gesla, to pomeni ali na telefonu ali pa na računalniku. Si? 3, 4 zdaj. Ja, tak. To je tako vsi delamo. Od mame pa vse do... Sploh ni več skrivnost. Kdo te to ni? Ja. Nikoli me niso vrgli ven iz kluba. Imaš? 3? 4 zdaj. Sam bom tako rekla, niso mene osebno prav pač, da bi mene prijeli pa me bom postavili, ampak... Nisem tako, da bi iskala problem, ampak pač nekoga iz naše družbe. Ven, okej, ja, samo to ne na tebe ven. Dobar, pa. Tako da nismo pridne. Ja, nikoli nisem šla spat z make-upom. Imaš? Mam. Logično. Zdaj ne več. Zdaj več ne, srednja. Vse bi dala, da bi čas nazaj prevrtela. Ne tega delati, res ne tega delati, ni vredno. Ne, res ne. Ok, no še nekaj z make-upom. Nikoli nisem nosila 2 dni zapored isti make-up, se pravi, da si šla spat in si pa naslednji dan z istim make-upom, da si ga nisi nič popravljala, nič brisala, šla naprej, ne vem, iz hiše ven. Imaš? Ja. 3, 4, zdaj. Srednja. Ne, kaj je mene ubijalo je to, zato ker sem vedno bila tista, ki sem se zaspala v šolo, vedno. In sem pomislila pač, da je ful dobra varianta, če si pač Ne, en večer prej. Ja, namažem. Tako da ne, da si 2 dni pustim, ampak da se namažem. Pa greš spat. Ne na več tega dela. Ne, ampak vem pa, da sem... Ne. Ni dober. Tako da... Zgodbe ni bilo nikoli. Ne obstaja, ne? Nikoli nisem bila nezadovoljna z make-upom, ki si ga je stranka želela, a sem ji ga vseeno naredila. Midve pač kot delava, ne? Ok, 3, 4 zdaj. A što je tisto, ko probaš prepričati, da pač ne bo na obraz pasal, na poteze, na tako, pa pač ne dojame oseba in pač rečeš v redu, lej. Bomo pa narediti tako, kaj ti hočeš, a ne? Bomo, ampak pač nisem jaz tega liča. Ja, pač pod tak make-up se ne rade podpišemo. Ja, se ne rade podpišemo, ampak logično. Se pa tudi pač zgodi, lej. Vse sem. Nikoli nisem uporabljala res zelo umazanih čopičev, se pravi, da jih vsaj en mesec nisi oprala tako, pa da so bili celi, veš, napackani, da se že pozna, ko nanašaš, da pač ni cool. Ok, high five. Če kaj sovražim v življenju, so umazani čopiče. Jaz si jih redno v eno, čiste morajo biti. Vsaj razkuženi pa tem z mekom. Ja, pa tem s hitrem, kaj je to, kaj ima alkohol. Ja, pač to, da je na hiter, ampak tudi tisto globinsko. Globinsko. Nujno, pa na vsake toklej.
Nikoli se še nisem zaletela med hojo, ker sem gledala v telefon. 3, 4 zdaj. Jaz sem se v znak zabila. Bilo mi je tako neroden, da sem se pač hotela tam na mestu pogrezati v zemljo. Jaz sem se pa v bistvu, kako se bi temu reklo, veš, ko so pred garažno hišo ti stebri. Ja, vem. Ko pridajo. Ja, ko gor pridajo iz Ko gor pridajo, kar naenkrat se tam prikaže. No ja, to je. To, no se. Nikoli mi še niso pripravili zabave presenečenja za rojstni dan. Imaš? 3, 4, 5. Meni so jo letos. Sam moram povedati, da jaz ful hiter berem te znake, ki se folk dogovarja pa gor pa dol, pa pač moji bližnji ne znajo dobro skrivati. Tako da sem že vedela prej, kaj se dogaja, ampak sem se pač delala malo neumno, zaradi tega, da so oni tudi imeli ono, ratel nam je, ne. Ampak moram reči, da so mi pa ful dobro organizirali, v Bohinju smo bili in sem imela vse te balone in ful je bilo cute, tako da... A ja, to sem pa videla, da si pa imela video. Ja, vlog sem tudi objavila, tako da... No, pri meni se pa v bistvu ni šlo tak fejst, da bi se šlo za zabavo neko tako. Vedela sem, da praznujem rojstni dan, seveda itak povabljeni ljudje. Ampak v bistvu je bilo bolj zabavno darilo. Tako da malo spremenjena tema vprašanja. Moj 18. rojstni dan, tega ne bom nikoli pozabila. Nisem vedela, da bo taka velika zabava, v bistvu kar ljudi se je nabralo vse skupaj, moja familija je kar velika, tako da zdaj se strične pa vse skupaj, 20-30, kar ljudi je bilo. Ampak sem doživela sramoto, ne zdaj sramoto, žalostna sem bila, ekstra žalostna nad presenečenjem. Ne, to bi bila zelo zadovoljna. Ne, mene so pa zelo lepo presenetili, ker še seveda 18. rojstni dan, tipično vozniški izpit itd. In so mi pripravili presenečenje avto. Nisem vedela za to presenečenje, tako da me je čakalo dolje darilo v garaži. Avto in je bil Citroen AX, glavnem avto stari, kripan. In ko so oni dvignili to garažo, oziroma vrat od garaže, so vsi mislili, da boš ti dol padla. So vsi mislili, da bom jaz od žalosti dol padla. Jaz pa sem bila tak srečna, da me avto pričakal, da sem ga odprla, se vsedla noter, oni pa vsi v šoku, ker so bili tak... Kaj ste navdušeni nad tem, ne? Jaz pa cela vesela, o moj bog, moj prvi avto, ni važno kaki je, se vsedem noter, pa mi povejo, da v bistvu ta avto ni moj, da so vse želeli norca delati iz tega, da nima darila za mene. Shit, res! Tako da takšno lepo presenečenje mene pričakalo. Tako da še vedno na mojega AX-a čakam. Nikoli nisem plonkala na testu, oziroma na izpitu, pač na faksu, kakorkoli. Od A do Ž. Ja, pač kdo nis. Nikoli še nisem napačni osebi poslala SMS-a, ki je bil v bistvu namenjen tej osebi. Ja, nekomu drugmu o tej osebi. Okej. Fantu. Fantu, a res? Ojoj. Jaz sem imela pa... namenjen kolegici. Ampak prednost je taka, da moj fant ne razume slovensko. Oziroma najverjetneje si je šel v Google Translate, najverjetneje to zadevo dati, ampak nič kaj tak resnega, ampak je bil on vključen v besedilo. Ja, jaz sem pa imela kar... Bom rekla sam, da ni bilo prijetno, tako. Še 3. Okej, nikoli še nisem imela stranke, za katero mi je bilo žal, da sem jo vzela. 3, 4 zdaj? Pač se zgodi. Nažalost. Ob takem številu strank, ki jih mi podelamo v celem letu, bi bilo čudno, če ne bi do tega prišlo. Jaz moram reči, da hvala Bogu ni jih veliko. Je 95% strank teh res srčkastih, luškanih, zlatih. Svaka čast vsem puncam, ki ste na kolena nekaj pridete, ampak tistih par procentov pa pač že po statistiki mora biti. Jaz jih lahko tako na eno roko naštejem. Tako da hvala Bogu, ampak tiste, kaj pa so bile, pa so mi tako konkretno... Živc potegane, da si samo konkretno lukno postele tej zadeve, tako da... Če ne drugega se nekaj naučiš iz take izkušnje, s tako stranko. Nikoli še nisem delala na modni reviji. Delala bi. Tako ali drugače, v katerikoli vlogi bova rekla. Ja. Skupaj. Skupaj že zdaj kaj, dvakrat? Dvakrat. Na modni reviji od Davida Hojnika, DH Fashion v Mariboru.
lani na letališču. Predlani. Predlani? Lani? Ali letos? Letos je bilo Ne, letos je bilo v Mariborskem gradu. Tako, lani pa je, tako je. To je bil spektakel pa tako da. In ogromno dela, ogromno švica, vsega. Hitenja, panike. Zamenjali smo si tukaj enih čopičev, make-upa, tako da. Ja, še dan danes pomoč. Ja, še kje zamenjali. Eno drugega. Zadnji. Nikoli še nisem imela napada panike. To dost pove, 3-4 zdaj. Večkrat. Ja, jaz tudi že mislim, jaz bom rekla tako ene parkrat, ampak ponavadi je vedno isti razlog. Pajki. Še po moje njej nikoli ne bomo videli sproščene poleg pajkov. Ne. Kaj imaš pa ti? Večkrat zaradi dela. Mislim, da pozabim na katero stranko, dobim napad panike, grem gledat skozi celoten telefon, če pozabim zapisati na dnevniku, karkoli. To pa me taka panika, ali pa večer, preden začnem, preden je ful hektičen dan. Predvsem poleti ne veste, ker če kaj ne želiš, je to, da zamudiš kakršnakoli poroka ali karkoli. In me vedno, poleti imam vedno napade panike, samo zaradi dela v bistvu. Več ali manj, tako da... Jaz doskrat se zbujam v bistvu. Ja, jaz prav sanjam, da sem nekje zamudila. Ali pa da si pozabila na eno, pa si se zmenila z dvema za isti čas, recimo. Med drugim, čeprav na koncu še mi nikoli to ni zgodila. Hvala Bogu, spet. Trkamo. Tako da, lej, ampak ja. Je kar, kako bi temu rekla, je velika odgovornost. Ok, nič, prišli smo do konca. Upam, da ste zvedli kaj novega glede na... Ja, če ne drugega, kakšne zanimive in zabavne zadeve. In ja, upam, da ste uživali v tem videu. Kar se tiče Nadjinih kontaktnih podatkov in socialnega omrežja, bom vse v spodaj v infoboxu pustila, tako da jo lahko sledite na Instagramu, Facebooku, povsod. V glavnem, želiva vam pa tudi lepe praznike, vesel Božič. Vesel Božič, upam, da jih boste preživeli v krogu vaših najbližnjih, najljubših. To je čar teh praznikov. Dobra družba. Gremo mi sedaj na eno dobro sladico tudi, tako da družba prijateljev je zelo pomembna. Tako da hvala, da ste bili z nami še enkrat. Hvala. In se vidimo naslednjič. Se vidimo. Čau!